Lep pozdrav vsem slušateljem današnje konference. Moje ime je Ana Margetič, prihajam iz podjetja Iskratel in sicer iz sektorja za kakovost in certifikacijo. Danes vam bom predstavila pot naše vzpostavitve sistema ravnanja z odpadki, nekaj njegovih koristi in priložnosti kot trajnostno upravljanje z odpadki. Za začetek bi namenila nekaj besed podjetju Iskratel, ki je član skupine SNT. SNT je vodilni ponudnik rešitev za digitalizacijo po vsem svetu. Iskratel je z več kot 70 leti izkušenj vodilni evropski ponudnik celovitih digitalnih rešitev za varno in pametno prihodnost. Z lastnim razvojem in proizvodnimi centri, 900 zaposlenimi in globalno prisotnostjo v več kot 50 državah povezujemo izkušnje in strokovnost z inovativnostjo. Ustvarjamo novo vrednost, zagotavljamo varnost in izboljšujemo kakovost življenja. Ustvarjamo zanesljive in celovite rešitve za telekomunikacijske operaterje, za digitalizacijo transporta, javno varnost, energetiko ter nudimo tudi proizvodne storitve. Naše delovanje temelji na odgovornem ravnanju in razvoju trajnostnih načel. V ta namen smo oblikovali kodeks skupine Iskratel, s katerim se zavezujemo k trajnostnemu delovanju. Načrt našega delovanja pa smo zapisali v dokumentu z naslovom Strategija okoljskega razvoja podjetja Iskratel. To je zelo obsežen dokument, ki vsebuje vse prikazane stopnice našega trajnostnega razvoja na tej prosojnici. Začnemo z ločevanjem odpadkov, obvladovanjem materialov, pa vse do trajnostnih rešitev po meri kupcev in ostalih deležnikov. Povzela bom nekaj naših vsebin, ki so povezane z današnjo konferenco, namreč del okoljskega trajnostnega delovanja so torej odpadki, njihovo ločevanje in ozaveščanje zaposlenih. Leta 2012 je naše najvišje vodstvo sprejelo zavezo in podprlo vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem. Po uspešnih pripravah smo v letu 2013 pridobili okoljski certifikat ISO 14001. Takrat smo opredelili okoljsko politiko in se zavezali k sledečim ciljem. Razvijati okolju prijazne izdelke. Tukaj predvsem sledimo okoljskim vidikom in ciljem v življenjskem ciklu izdelka, od samega snovanja, izbire dobavitelja, materialov, sestavnih delov, proizvajanja, transporta, uporabe v času delovanja ter do končne odstranitve. Drug cilj je zagotavljati energetsko učinkovitost, predvsem v procesih proizvajanja izdelkov in storitev na lokaciji v Kranju. In pa tretji cilj, zagotavljati konstantno, sistemsko obvladovati odpadke, kjer v največji meri stremimo k zmanjševanju mešanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih. V skladu z našim okoljskim ciljem smo ločeno zbiranje in sortiranje odpadkov prepoznali kot nujni aktivnosti na poti do zmanjševanja odpadkov ter kot osnovo za krožno gospodarstvo. Pri ravnanju z odpadki upoštevamo predpisano hierarhijo ravnanja z odpadki, pri čemer pozornost namenjamo zlasti možnosti zmanjševanja odpadkov pri viru nastanka. Vodilo, ki mu sledimo že desetletje, je naš lastni načrt gospodarjenja z odpadki. Ta načrt predvideva tehnične in pa organizacijske ukrepe za preprečevanje nastanka odpadkov in nas usmerja v recikliranje in predelavo odpadkov. Promocijo upravljanja z odpadki stalno komuniciramo z zaposlenimi v našem internem časopisu Iskrice. Vzpostavili smo stalno rubriko, ki se imenuje Zavezani trajnosti. Na novo smo postavili celoten sistem ločevanja odpadkov. Zaradi potrebe po kompleksnejšem ločevanju in povečanju različnih vrst odpadkov smo pregledali vse procese in prepoznali različne vrste odpadkov. Vzpostavili smo enoten sistem označevanja zabojnikov za odpadke. Ti zabojniki imajo svojo barvo glede na vrsto odpadka. Barve smo uporabili tudi za obarvanje številk odpadkov, katere smo prepoznali glede na vrsto odpada. Izdelali smo svoja navodila za pravilno odlaganje odpadkov, ki so nameščene na posodah za zbiranje.
Ta navodila pomagajo zaposlenim pri pravilnem odlaganju odpadkov. Od vzpostavitve sistema ravnanja z odpadki pa do danes smo v podjetju prepoznali že 37 različnih vrst odpadkov. Poleg klasičnega ločevanja gospodinjskih odpadkov, kot so papir, karton, steklo, plastična in kovinska embalaža, biorazgradljivi odpadki, imamo še različno plastiko, ki nastane pri delovnih procesih, kot so to na primer razne barvne folije, koluti. Prepoznamo električne in elektronske odpadke, kot so recimo tiskana vezja, elektronske komponente in razni elektronski sestavi. Seveda imamo še železo, različne barvne kovine, okside, nevarne odpadke in druge. Vse odpadke ločujemo na mestu nastanka in jih zbiramo na označenih mestih v urejenih začasnih skladiščih. O vseh odpadkih vodimo evidence in jih prepuščamo prevzemnikom odpadkov, ki imajo seveda ARSO pooblastila. Za vsako oddajo se izda evidenčni list. Naše evidence vsebujejo podatke o vrsti odpadka, njegovem nastanku, količini in datumu odvoza. S pomočjo sistema okoljskega registra načrtujemo trende nastajanja odpadkov v prihodnjih letih. S tem preverjamo uspešnost ukrepov za zmanjševanje nastajanja odpadkov in iščemo nove rešitve. Te nove rešitve iščemo predvsem v tehnoloških postopkih, v novih materialih, porabi energentov in v zamenjavi nevarnih kemikalij z manj nevarnimi. Sistem ločenega zbiranja stalno nadgrajujemo in dopolnjujemo tudi tako, da sledimo aktualni zakonodaji. Vpeljan sistem upravljanja z odpadki nam prinaša prednosti, kot so pregledi nad količinami in vrstami zbranih odpadkov. Nadzorujemo manjšanje količin odpadkov. Oddajamo različne vrste odpadkov v obdelavo in odkup in spremljamo stroške poslovanja in ravnanja z odpadki. S takim pristopom smo si zagotovili pozitivne finančne učinke iz dejavnosti ravnanja z odpadki. Z upravljanjem in optimizacijo procesov smo v zadnjih 7 letih zmanjšali število vseh odpadkov za 21%, v tem obdobju pa se je sama količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjšala celo za 88%. Zelo pomemben napredek je sprememba, ki smo jo dosegli v sami sestavi odpadkov, in sicer na račun vzpostavitve trenutnega sistema ravnanja z odpadki. Danes namreč dosegamo že 82% odpadkov, ki so primerni za recikliranje in predstavljajo največji delež sestave odpadkov. Večina teh odpadkov je tudi tržno zanimivih, zato imamo na ta račun tudi finančno korist. Mešani komunalni odpadki so v letu 2020 predstavljali 9% vseh odpadkov. Če pa primerjamo z letom 2013, so mešani komunalni odpadki predstavljali največji delež vseh odpadkov, kar 55%. Odpadki, primerni za recikliranje, pa so predstavljali le 42% delež vseh odpadkov. Naj namenim še besedo o naših izdelkih in naši trajnostni naravnanosti. Elektronska industrija je izpostavljena različnim standardom, iniciativam in zakonodaji. Kot proizvajalci električne in elektronske opreme se zavedamo problema nastalega odpada po zaključku uporabe naših izdelkov. Preko družbe ZEOS imamo vzpostavljen sistem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter akumulatorji in baterijami, ki jih dajemo na trg Slovenije. S tem smo prevzeli odgovornost za ravnanje z našimi izdelki po končani življenjski dobi. Enako imamo za odpadno embalažo vzpostavljen sistem ravnanja preko družbe Surovina. S tem poskrbimo za ravnanje z embalažo, ki nastane v procesu dajanja naših izdelkov na trg.
Zelo velik pomen dajemo komuniciranju z zaposlenimi preko internega portala in prej omenjenega časopisa Iskrice. Zaposlene spodbujamo k odgovornejšim ravnanjem z okoljem tudi na te načine, da je na primer za krajše službene poti obvezna uporaba električnih avtomobilov, da je pred poslovno stavbo Iskratela javna polnilnica za električna vozila, ki je plod našega znanja in inovativnosti. Zaposlene spodbujamo k pitju toplih napitkov v kavnih avtomatih iz svojih skodelic namesto kozarčkov za enkratno uporabo. Spodbujamo pitje vode iz steklenih kozarcev v restavraciji. Letos smo povabili tudi dijake in študente na tedenski izziv imenovan Sustainability Challenge, kjer smo skupaj z zaposlenimi razvijali trajnostne ideje in rešitve na različnih področjih delovanja Iskratel. Naj omenim le 3 pomembne aktivnosti, ki so sestavni del okoljskih ciljev za obdobje leta 2021 do 2024. In sicer s sistemskim obvladovanjem odpadkov želimo v prihodnjih obdobjih še naprej dosegati sorazmerno zmanjšanje mešanih komunalnih odpadkov v povezavi z večanjem deležev odpadkov, ki bodo primerni za recikliranje. Naš cilj je ponovno evalvirati ravnanje s plastičnim odpadom. V podjetju namreč plastiko ločujemo na različne frakcije, od folij, polistirenske plastike do različne plastične embalaže. Zaradi ukrepov ravnanja s plastičnim odpadom na nacionalni ravni se je ravnanje s plastičnimi odpadki precej podražilo, tako da za določene plastike se nam zaračunava strošek prevzemanja in uničenja odpada. Zato smo sistematično pristopili, prepoznali vse procese nastanka odpadne plastike do končne predelave. Za uspešen napredek ravnanja s plastičnim odpadom moramo sedaj pretehtati različne pristope, kot je to na primer vračanje plastične embalaže dobaviteljem oziroma proizvajalcem, ponovna uporaba, pregledi, v katerih procesih nastane največ tega odpada in pa poiskati partnerje za predelavo plastike. Kot primer razvoja cilja lahko tukaj navedem tudi pozitivno pobudo, ki se je pod mentorstvom preko trajnostnega izziva oblikovala. To je manj papirno poslovanje, kar smo tudi preoblikovali v cilj, kateremu bomo sledili v podjetju. Izpolniti našo odgovornost izdelkov po končani dobi z razvijanjem okolju prijaznih izdelkov in materialno transparentnostjo, ponovno uporabo, možnostjo nadgradnje in popravljivosti, ter s tem preiti do nastajanja manj električnega in elektronskega odpada, ki ga dajemo tudi na trg, tako Republike Slovenije, z manj nevarnimi snovmi. Kot ključni cilj pri uresničevanju trajnostne strategije podjetja je v letošnjem letu ustanovljen zeleni trajnostni tim. Ta z usmeritvami in inovacijami na različnih področjih združuje različne ekipe, od zelene organizacije, zelene nabave, zelene logistike do zelenih produktov. Naš tretji cilj pa je pot k ogljično nevtralnemu podjetju. Zato smo v letošnjem letu izračunali, kakšen ogljični odtis smo naredili v letu 2019. Zastavljeno metodo po protokolu za toplogredne pline, The Greenhouse Protocol, smo izračunali, da je Iskratel povzročil 2603 tone ekvivalenta ogljikovega oksida v letu 2019. Tukaj največji delež predstavlja obseg 2, poraba električne energije s kar 62% vseh emisij toplogrednih plinov. Obseg 3 predstavlja skupaj 34% emisij, a največji delež v tej skupini prenaša prevoz zaposlenih. Sami neposredni izpusti, ki smo jih prepoznali v voznem parku, pa predstavljajo obseg 1 in 4% emisij. S fokusom trajnostnega razvoja podjetja in okoljskimi cilji, kot je tudi upravljanje z odpadki, se s trajnostnimi načeli obračamo na razvoj naših produktov,
vhodne materiale ter procese in razvojno-tehnološke trajnostne tehnologije. Z zadanimi cilji varujemo naravno okolje in se odzivamo na spreminjajoče okoljske razmere v ravnovesju s socialno-ekonomskimi potrebami in tako ustvarjamo nek trajnostni razvoj podjetja. To bi bilo z moje strani vse. Hvala lepa.